Za začetek bi predstavila tako zelo na grobo in na hitro naša dva gosta, ker verjamem, da prav vsi tukaj zelo dobro veste, kdo sta in kaj sta in kakšna sta. Pa vendar, če poskusim mogoče za začetek nekaj malega usporednic med njima potegniti. Zelo mi je bilo zabavno, ko sem ugotovila, da sta ista generacija. Ne bom povedala, kateri letnik je to, ker to se ne spodobi, ne, Jana, več. Bom pa si sposobila Janin Pink, ki ga imam zelo rada, ki je tudi roman moja generacija, se mi zdi, če gre sem starejša. In Janja je rekla nekje, da je to generacija, ki je še 29. novembra nekega leta, ona dva po moje tam konec 60-ih, sta postala pionirčka in sta jedla hrenovko in pila šipko čaj in si dala na glavo plavo kapico in rdečo rotico okoli vratu. Skratka, to je ta generacija, to ima skupno. Skupno ima to, da je Janja še zmeraj, Borut je bil 2 leti svobodni umetnik, da sta oba dokaj zaprisežena, kar se Boruta tiče mladinska avtorja, a Janja pa ultimativno, absolutno mladinska književnica in borka za priznanje mladinske književnosti v celotnem korpusu literature. In mislim, da je v tem boju, bi rekla, da uspešna. Mislim, da vsi skupaj tudi z večernico delujemo na istem bojnem polju in se mi zdi, da smo kar uspešni, pa potem bomo rekli kaj kasneje. Nima smisla, da naštevam vsa dela, ker če bi Janina naštevala, mislim, da bi trajala 15 minut. Po zadnjih podatkih, mislim, da jih je nekaj čez 50, ne, Janja ima prave podatke. Od prve junake 5. razreda 95 do današnjega, mislim, da imaš že gotovo 50 knjig, kar, če malce, jaz nisem zelo močna v matematiki, ampak se mi zdi, da je to, če podelimo, da je to 3,5 knjige na leto. Teh 17 letih. Ampak štejemo leta 95, to je enako 5. razreda. Pri Borutu je pa ena taka prefinjena pot, nekaj časa bil kot izobraženi knjižničarja, ne? To je že bila smer v tvojih letih na filozofski fakulteti. Ne? Ne na filozofski? Na srednja šola. Na srednja knjižničarska, no? Držali imamo pa, je? Super. Mi smo hrabili v nadaljevanju, ne? Borut je, se pravim, zelo precizen avtor vseh mogočih žanrov. Mislim, da ga je do zdaj najbolje definiral moj kolega tukaj sedeči Zdenko Kodrič, ki bo verjetno to še kdaj v tem pogovoru povedal, kaj več o tem, da če je Boris A. Novak, recimo vrtnar tišine, je Borut Gombač magnet za tišino, to je Kočev izomenik in ga bomo še obdelali. Skratka, jaz mislim, da nima smisla, da jaz vam tu nakladam zdaj neko fagigrafijo. Bežimo kar v in medias res. Koči, boš ti začel zdaj? Ja, jaz bi začel. Hvala, Milita, za ta lep uvod. Mislim, da sem kar zadovoljen, kak si mi je ta magnet za tišino posrečil. Mogoče mi je celo Borut kaj prišepno, ampak to zdaj ni važno. Jaz bi, Janja, tebe najprej nagovoril s temi dejstvi. Drago Jančar, Svetlana Makarovič, mogoče še Ciril Zlobec ali pa Pavček, so literarna institucija. Vi tu mislim, Vinka Monderdorferja, Ferja Lajnščka in tebe ste pa tako rekoč literarne tovarne, literarna podjetja. Ouch! Zdaj me pa zanima, kako tebi uspeva narediti eno tako veliko podjetje, kot je tvoje. Milita je pravkar povedala, koliko knjig, koliko na leto, koliko na mesec, koliko na dan. Večero si pravkar končala imenitno zgodbo brez. Mislim, da sem jo več kot 3 četrt prebral, ker včasih sem malo pozabil in se mi je globoko vtisnila v spomin. Jaz sem tudi bralec tvojih del na začetku, vmes moram priznati, da sem malo manjkal, ampak kljub temu je Pink tista knjiga, ki se mi je tudi vtisnila v spomin. Zdaj pa temu vprašanje, kako ti uspeva v tej kriznem času, pa tudi prej, ko si pravzaprav stopala počasi, silno počasi, s počasnimi koraki na to literarno
sceno. Jaz bi vas rada najprej seveda vse prav lepo pozdravila. Zelo malo se zadržujem v okviru prireditev, ki se dotikajo Evropske prestolnice kulture, ampak temu povabilu meliteljevu se seveda nisem mogla povedati, ker imam res iskreno rada. To je prva babnica Maribora, tako da šalko dol, da bom skregala za to tovarno, ne. Ampak rada bi malo popravila stvari, namreč res, ja, mislim, da je 52 knjig, ampak večina teh knjig je nastala nekje do leta 2007. Po letu 2007 je začela ta moja hiperprodukcija pešati in v bistvu zdaj od pravzaprav že leto pa pol, skoraj 2 leti nisem izdala nobene knjige. V bistvu odkar sedim v mestnem svetu, ne. To deluje tako neproduktivno, no, ni treba sploh, da pride, ker včeraj smo bili svejo in je bilo zelo ljubo, če si pogovarjali o čem drugem. Ampak hočem reči, da mogoče, da se nekje v opusu vsakega avtorja, nekateri tudi to javno priznavamo, delijo naša dela, tudi naši interesi, recimo na A in B produkcijo, ne, mogoče celo C produkcijo. In jaz moram reči, da nekje večina del z izjemo Princeske z napako, pa mogoče Debeluške, je bila v tistih časih seveda nekje B produkcija, predvsem zaradi tega, ker sem jaz takrat izključno živela samo od literature. In če želiš v tej naši ljubi deželici od tega dejansko preživeti, je potrebno napisati ohoho avtorskih pol na leto, ne glede na vsebino, se pravi izključno po naročilu, to pomeni tovarna, ne? To pomeni izdelovanje po tekočem traku. Nekaterih svojih del, ne bom rekla, da se jih sramujem, ampak škoda, da sem z njimi smetila našo literarno sceno, popolnoma bi zdržala brez njih, se pa trudim za to zadnje leta, da se v bistvu oddolžim sebi in svojim bralcem, mogoče s tvojim kakovostnimi deli. Tako da, kar se tovarne tiče, bi rekla samo tole, recimo, da sem zdaj direktorca, odkar imam SP. To tovarno sem mislil predvsem zato, ker si res silno produktivna, glede na Boruta, kjer ta tovarna bolj štrajka ali pa nima zaposlenih. Si ti res neko podjetje. Tudi sama sebe in seveda svoje ožje člane družine moraš zdrževati, zato me to zanima. Ali je to 8-urni delovnik, ali je to delovnik samo diha, ali je to, kako si sploh urejuješ čas. Jaz se spomnim, mogoče se je pa malo ponavljal, ampak Andrej Hink, s katerim smo prijateljevala, tik pred smrtjo, mi je vedno govoril, rekel, če boš hotel veliko delati, pa dobro delati, delaj od 8 do 1, od 1 do 4 počivaj, od 4 pa do 8 pa popravljaj tisto, kar si zjutraj delal. Pa me zanima ta tvoj delovnik. No, jaz se recimo spomnim enega drugega primera, ki se mi zelo stisno spomini, to je naš Franček Rudolf, ki je sicer že pred leti izjavil, da računa toliko, da ima pravzaprav preračunano besede, ki jih mora spisati na uro, da je pač na uro dobi tisto plačilo, mislim, ki si ga je skratka zastavil. Zdaj, če pišeš, če ustvarjaš z neke notranje nuje, potem dejansko urnika tako ali tako ni. In zdaj trenutno se obadam z enim, vse za mene izjemno zahtevnim projektom, ker čutim neko moralno obvezo, tudi mogoče do svoje lastne preteklosti, do svojih korenin, ki seveda segajo izven Slovenije. In mi ta projekt jemlje ogromno energije, ogromno časa, ampak mi tega časa seveda ni žal. In zato je nemogoče, recimo, nekje v urah, oziroma natančno omejiti ta urnik, lahko vem, da vsako jutro vstajam pred 6. in da ob 6 že popijem tako čeber kave in da potem delam vmes seveda sestanki in tudi druge stvari, ki jih pač počnem, ker imam več teh različnih funkcij, ki so zelo zoprne in od njih sploh ni fajn razpravljati. In vmes pa je problem ta, da če se ti odmakneš od tega feelinga, kot rečemo, od tega občutka, ko
ko te pisanje potegne vase, potem zlepa spet ne prideš nazaj noter. Tako da jaz v teh momentih, ko res ustvarjam, rada sklopim telefone in popolnoma vse, delam rada s slušalkami v ušesih, da se res potopim v ta paralelni svet, ker sicer ne nastane nič, pravzaprav nič uporabnega in ti potem tudi nič ne pomaga od 4 do 8 popravljati, zato ker nekaj popraviti. Hvala. Borut, ti si vstopil ta literarni ris s poezijo in si v bistvu pesnik, ne? Takrat smo vas, jaz se spomnim, ko ste se pojavili, bili ste Klasinc, Gombač, Adam, Kuntner, Potočnik, ti, ne? In so rekli, to je nova peterica. Je pa koče enkrat dobro, jaz mogoče zato nisem čisto poštena, ker sem enega izmed njih, te stare peterice, ki je nekateri pravijo vse za naprej in za nazaj pomorila literarnega v Mariboru, drugi pravijo, da je bila zelo pomembna. Pa vendar, ali je res Kočeva teza, ki po mojem kar zdrži, da vam je manjkal Marjan Kramberger oziroma nekdo, ki bi bil hkratni kritiški spremljevalec in na nek način ideolog te vaše nove peterice? Ja, pozdravljam na moje strani. Ja, v bistvu je tako in tako že povedano vse. Mi smo se pojavili nekje v 80-ih letih za skupino Čevli, to je bil takšen fanzin, se je pozneje tem takšnim literarnim revijam reklo. Dejansko smo bili brez nekega idejnega vodja. Načeloma je bil Marko Klasinc tisti, ki je vse skupaj zbiral in vodil, ampak ni pa bilo neke intelektualne podpore, kot so imeli naši sovrstniki takrat v Ljubljani, recimo okrog revije Literatura oziroma oblastajanja knjižene mladine Slovenije, Alefa. Tako da je mogoče tudi to eden izmed razlogov, da smo se kasneje razšli oziroma vsak je šel po svojih poteh. Marko, mislim, da je končal neki ezoteriki, za Boris Kuntner, zelo obetavni pesnik, zelo dober pesnik. Nihče ne ve, mislim, da je celo identiteto spremenil, zelo čudna generacija smo. Dobro, Dragan Potočnik še ustvarja, čeprav je bolj znan kot zelo dober potopisec. Je pa bilo seveda ob tej peterici, da ne bom zelo veliko spremljevalnih avtorjev, jaz se sicer ne spomnim, Janja, pa očitno si ti tudi večovnik nekaj pregavljala? Bili so še kaj zvej Bojan Šventer. Takrat pa je, v času Šventer. Ja, on je malo se lahko počim, jaz mislim, da vsaka dobra peterica žensk ni prenesla. Ona peterica imela Eriko Vovk, mogoče nam je pa to manjkalo, da se nismo vzdržali. Treba še povedati, da smo začetka delovali nekako v senci Marjana Krambergerja oziroma prve objave, mislim, da je bilo naslov objave 20 novih v dialogih. Potem pa smo nekako prišli na svoje. Zadnja skupna akcija je bila ena zelo čudna revija, ki smo jo dala za Markotom naslov Težka črna slutnja, kot da bi vedela za dogodke, ki so se kasneje. Revija je bila prepovedana iz čist banalnega razloga. Spomnim se že ilustratorja, bil je nek ilustrator, ki je ilustriral to revijo in se mu je ena macka malo spominjala na Krukasti križ. Jaz sicer tega Krukastega križa nimam rad, ampak to si res moram imeti ogromno domišljije, da si lahko v tistem videl Krukasti križ. Tako da tista težka črna slutna ni nikoli išla. Mogoče bi bilo dobro, da je šla, ker se ne bi v drugih stvarih bolj resničili. So vam pa vedno rekli, da ste prestari za punki, predmladi za hipije? To je res? Ja, to je bila, ne vem, mislim, da je to ni moja misel, mislim, da je celo Aleš Debeljak, za neko mogoče se motim. To je bila neka pomanjkljivost, mi smo malo izgubljeni, ampak po drugi strani je pa bila to tudi dobra lastnost. Namreč mi smo
jaz sam vem, da sem imel v sebi nekaj hipija, obenem pa sem bil zelo dozeten tudi za, kaj zvem, hodili smo na koncert starih hipijev v Halo Tivoli in istočasno na koncert punkerske skupine, mislim, se imenovala Blast, ja, nekaj. Tako da v bistvu to bila na nek način tudi, ni bila samo naša neka, bila je tudi v bistvu naša prednost, mogoče je to tudi nakazovalo kasnejši, to sozvočje časov, mogoče kasnejši ta postmodernistični čas, katero smo pa zapravo tudi gor praske. Borut, Janja, oba sta Mariborčana, to zdaj ne jemljamo kot slabo niti dobro, ampak malo me zanimajo res tvoje korenine, ker sama si načela ta tvoj izvor, me zanima, ali seže tvoje rojstvo malo bolj še kam drugam, ali samo v Mariboru? No, mene prištevajo tudi k Ptujčanom, mislim, to je zdaj se pravi v okviru naših meja, so na Ptuju zelo ponosni, da sem jaz Ptujčan, ker čeprav